predstavitev moje knjige, ki bo izšla marca oziroma aprila letos, kdaj točno še ne vem. Ampak evo, jaz sem se naredila en tak testni tisk, zato da sem videla sploh, kako ta knjiga zgleda, ko je natisnjena. In seveda tudi zato, da vam pokažem, da si lažje predstavljate, kakšna bo ta knjiga. Zdaj seveda to je v taki razsuti obliki, ker se pač ene knjige ne da natisniti do finalne oblike, ampak končna verzija bo izgledala nekako takole. Se pravi, ta format mi je ful všeč, se pravi, velikost je ista. Take trdne platnice bojo in seveda notranjost bo taka pisana, tako kot pri tej knjigi. In recimo tukaj mi je ful všeč tale zlati tisk in pri tej knjigi bo isto, se pravi, te črke bodo take metalik rdeče in se bodo tako lepo bleščale. Zdaj ta knjiga bo izšla v 3 delih, predvidoma. Možno, da bo tudi več delov, zato ker ta zgodba je zelo, zelo kompleksna in še zdaj, še dan danes se v bistvu odvija, razpleta, zapleta, razni taki twisti so v zgodbi. In bo v bistvu takole, vsaka knjiga bo tukaj označena z eno črko. Zdaj naslov je SLT in te kratice v bistvu ne pomenijo to, kar bi človek pomislil na prvo žogo. Zdaj, mogoče boste pomislili, da je to neka ljubezenska zgodba, neka romantična zgodba med mano in Stevom in ne, to ni pravi odgovor. Je povezana z ljubeznijo, ampak bolj ljubezen do sočloveka, ljubezen, ko sprejemaš človeka takega, kot je. Recimo, on govori o teh dušah dvojčicah in to je laž novodobne duhovnosti. Duše dvojčice, tako kot jih je predstavlja novodobna duhovnost, so čisto nekaj drugega. Pri dušah dvojčicah gre za to, da kadar najdeš tako osebo, s katero se povežeš na nekem globljem nivoju, gre za to, da v bistvu preko tega odnosa notranje rasteš, se razvijaš, se nadgrajuješ, opuščaš neke stare vzorce, opuščaš neke stare bolečine in ni point v tem, da se te osebe kdaj združijo, ker take osebe, ki sta si tako nasprotni, ne moreta sploh skupaj funkcionirati v resničnem življenju, ne moreta imeti nekega lepega, zdravega odnosa. Ampak v glavnem prvi knjigi je naslov Steve. Steve je v bistvu eden izmed najpomembnejših učiteljev mojega življenja in jaz sem se leta 2021, novembra, po nekem čudnem naključju energijsko povezala z njim. Pač on mi je dal ful enega znanja o energijah in pol v bistvu sem jaz tukaj nekako našla neko luknjo, da sem mu zlezla pod kožo, nekako takole. Oziroma, da sem prišla v globino njegove duše in tam našla neko njegovo skrivnost. Ta skrivnost je bila, da je on vse to znanje, ki ga je delil z množico, izkoriščal v popolnoma napačne namene, zato da si pumpa svoj ego. In to seveda meni ni bilo všeč, ker to ni lepo. Pač to, kar je on delal, se meni ni zdelo prav in zato sem ga postavila pred izziv. Poslala sem mu eno tako drzno sporočilo in takrat se je ta zgodba začela v bistvu odvijati. In Steve je tudi ta del prebral. Tudi on ga je prebral, rekel, da je zelo zanimivo. Rekel je, da sem ga po eni strani v tej knjigi, oziroma rekel je, da se po eni strani počuti zelo počaščeno, po drugi pa zelo ponižano, ker sem pač ga na nek način v tej knjigi slekla. Razkrila sem, kdo je on v resnici, ampak na tak zelo ljubeč in prikupen način in seveda tudi sebe sem razkrila. Tle notri v tej knjigi je ogromno mene in ogromno mojih takih globljih resnic, ki jih načeloma skrivam pred svetom. Zakaj? Zato, ker pač niso vsi sposobni slišati vseh stvari, ki jih ima nek človek zapovedati. In zdaj tukaj piše, dogajanje zgodbe se odvija v različnih vzprednih svetovih, ki so tesno prepleteni z resničnimi dogodki iz fizičnega življenja avtorice. Knjiga nas uči, kako so energijski svetovi povezani z našim fizičnim svetom in kako lahko z reševanjem situacij v energijskem svetu izboljšamo svoje življenje. Potem imamo tukaj tako stran. Ne berite knjige, če se bojiš globin. Ne berite knjige, če se bojiš hudiča. Ne berite knjige, če si ne želiš odpirati obzori. Ne berite knjige, če se ne želiš spremeniti. Ne berite knjige, če nisi pripravljen na spremembe. To knjigo beri le, če si pripravljen na vse. Ta knjiga te bo seznanila z globinami. Ta knjiga te bo soočila s hudičem. Ta knjiga ti bo odprla obzorja. Ta knjiga te bo spremenila. Ta knjiga bo prinesla spremembe. Si pripravljen na potovanje v druge svetove? Potem pa obrni list. In gled to, oh my god, imam kar naježeno kožo. Obrneš list in greš v prvi svet.
In pol imamo vse tako kot neko igrico, sicer ta dizajn moram še narediti, to ni končni dizajn, tudi te slike moram zamenjati, to so zdaj pač kar ene z interneta. In je v bistvu imamo tako, pač ko prideš v prvi, ti pokaže, v katerem svetu si, kakšno je ime tega sveta, potem imaš, v kateri dimenziji se nahaja ta svet, potem imaš tukaj, kdo je glavna oseba, kakšna je njena osrednja misija tega sveta in kakšna je njena stranska misija, priprava na sodni dan. Se pravi, to je Avina. Avina je ženska, ki je zelo inteligentna, ampak dosti hladna, dosti ostra, zelo zaprta vase, ampak ima zelo, zelo globok notranji svet. Ona živi v svetu nadzora, to je ledeno kraljestvo. Tam ni čustev, tam ni empatije, tam ni ljubezni, tam so zgolj taki, dajmo reči, platonski odnosi. No, in potem gremo naprej in zdaj bom pač zdala tako, da glih ne boste brali. In potem imamo tukaj ime osebe, ki govori določeno zgodbo, zato ker tukaj je več različnih perspektiv opisanih v tej zgodbi in potem je vedno datum, ki je povezan z fizičnim svetom mene. Se pravi, v mojem fizičnem svetu 10. decembra sem začela pisati to knjigo. Sama zgodba se je začela dogajati 13. novembra, ko sem pač prvič poslala Stevu sporočilo. In ta zgodba se je odvijala in 10. decembra sem se jaz odločila, da moram to spraviti v knjigo, ker je preveč dobra zgodba, da bi to ostalo nekje pozabljeno v preteklosti. Avina dobi eno pomembno priložnost. Nekdo jo povabi na neko misijo, se pravi na misijo, da reši ljudstvo pred propadom in ona si želi to misijo sprejeti. Ampak najprej mora iti na sodni dan. Se pravi, najprej ima sodni dan, kjer se bo odločilo, če je ona sposobna izpeljati to misijo ali ne. Se pravi, to je vse ena preizkušnja za njo. In ona se tukaj v bistvu rihta, se pripravlja na ta sodni dan in medtem, ko se ona pripravlja, nam pove zgodbo oziroma nam opiše, kako deluje fizični svet. Se pravi, kako delujejo oziroma kako sta fizičen svet in energijski svet med seboj prepletena. In je tako bolj kratko poglavje. Ona se potem usede v taksi, medtem ko pa se ona vozi v taksiju, doživi vse to. Tukaj imamo potem zaključek. Na koncu gremo spet v ta njen svet, ko ima sodni dan in tle se v bistvu ona pripelje ven iz taksija. Se pravi, cela knjiga se zgodi v njenem svetu v roku 1 ure. Ampak, če pogledamo tukaj datum, to pa se je zgodilo v fizičnem svetu 25. januarja 2022, se pravi 1 mesec in pol kasneje. In v bistvu ta knjiga je glih tako zastavljena, pokaže ti, kako je čas v bistvu zgolj iluzija in v vsaki dimenziji drugače čas poteka. No, ona pol v bistvu v taksiju ustvari v mislih svoj svet, nov svet, preko katere opravi eno misijo in to je testna misija. Preko te misije se določi, če je Avina dejansko sposobna rešiti ljudstvo pred propadom ali ne. Ampak v tem svetu ona ne more biti v svoji vlogi, zato ustvari novo energijo. Ustvari Sophie. Sophie je punca, ki je zelo uporniška. Rada gre proti sistemu, rada išče luknje v sistemu, je zelo drzna, pogumna in dostikrat daje vtis, da se ji jebe za cel svet, ker dejansko taka tudi je. In recimo, če zdaj pogledamo tukaj, september 21. ma jebe se mi za celi svet, pravi Sophie. In ona tukaj opiše malček svojo zgodbo, pač malček sem začela tako, da sem šla v preteklost. In zdaj, recimo, evo, tukaj imamo Sophie, se pravi, ta del ona pripoveduje, potem pa imamo tukaj novi lik, Jack. V njeno življenje vstopi fant po imenu Jack in ona dva doživita pač neko svojo izkušnjo. In zdaj tukaj pa Jack pride in pove to isto zgodbo, ta isti dogodek, ampak iz svoje perspektive. In ta knjiga te v bistvu glih uči tega, kako vsak človek doživlja situacije v življenju po svoje, kako vsak človek vidi življenje na drugačen način. Tukaj najprej spoznamo zgodbo, kako se Sophie spozna z Jackom in potem Jack nam predstavi svojo perspektivo, kako je on doživljal Sophie na tem prvem srečanju. Potem imamo tukaj Steva, se pravi, Sophie gre do Steva in ga sooči z pomembno resnico.
In potem Steve tukaj opiše, kakšna je njegova situacija. Zdaj ta zgodba se dogaja v svetu, ki je zelo tak siv, dolgočasen in je ful podoben našemu fizičnemu svetu, le da odraža negativne vidike današnje družbe. Ta svet je siv zato, da pridejo bolj do izraza tisti dogodki, ki so zares pomembni. No, in potem se pač zgodba razpleta, malček vidimo tole Steveovo perspektivo, kako je on videl Sophie, kako jo je on doživljal. Potem spet Sophie pove svojo plat in se tukaj začnejo stvari prepletati in zapletati. No, potem pa Sophie razkuri Steva. Nekaj mu pove, nekaj mu napiše, kar Steveu ni všeč in je zelo jezen. In takrat Sophie pade v svet hudiča. No, potem se zbudi iz teh sanj, iz tega vzporednega sveta in reče, ojoj, kaj je zdaj to? Ampak ugotovi, da ona se s tem hudičem ne more soočiti, ker je preveč borbena, preveč uporniška. Zato ona ustvari novo osebo, Fiono. Zdaj Fione tukaj nimamo, ampak Fiona pa je energija, ki je zelo spontana, igriva, brezbrižna. To je energija, ki nima meja in je pripravljena narediti vse, ampak vsako stvar gleda skozi zabavo. Njej je vse smešno, njej je vse zabavno. In tako potem v bistvu Fiona gre v ta svet, se sooči s tem hudičem in tle jo nekdo reši, skriti reševalec. In potem gremo spet v svet Sophie. Tukaj se potem spet zgodba razvija in Sophie se odloči, da bo Steva uničila, ampak v smislu uničila to njegovo lažno predstavo o svetu. Zdaj tukaj imamo potem na določenih delih tako grafiko in piše odloži knjigo in prespi. Zdaj to je tako, kot da bi recimo gledal serijo in imaš različne epizode in tu je pač konec prve epizode. Zdaj seveda, če hočeš, lahko bereš naprej, ampak fora je, da se tukaj zgodi toliko enih različnih stvari, da moraš pač to prespati. Na tem delu si moraš vzeti odmor in počakati, da se vse, kar si tle prebral, najprej posede, da najprej to tvoji možgani sprocesirajo, popredalčkajo in šele potem se lahko vrneš naprej v zgodbo. No, potem pa, ker sem že delila z vami ene svoje ilustracije, ki sem jih naredila v letu 2021. In ena izmed njih je Antigona. To je ženska, ki je pač, tako kot piše tukaj, Antigona je bila ženska, ki je raje sledila nenapisanim človeškim zakonom kot zakonom države. In ta slika je nastala še preden se je ta zgodba sploh začela dogajati. To sliko sem narisala, ko sem bila ful jezna na sistem zaradi te njihove korone in vseh teh njihovih pravil. In takrat sem v mislih videla tole sliko in ta slika je v bistvu taka zelo globoka slika, ki jo lahko interpretiraš na več različnih načinov. Ta slika je torej nastala še preden se je ta zgodba začela odvijati, ampak tekom te zgodbe je ta slika igrala ful pomembno vlogo. In to je glih to, kar sem rekla, ne. Te knjige nisem napisala jaz, napisalo jo je življenje. Zato ker jaz z mojimi možgani pa imam ful bujno domišljijo, ampak jaz ne bi mogla teh mojih slik tako lepo vkomponirati v celotno to zgodbo sama od sebe, ampak sem jo opisala po resničnih dogodkih. Tako da ona mu pošlje to sliko in mu pove, da bomo vse to, kar smo tle doživeli, ponovili še enkrat. Ampak tokrat lahko zmaga le ljubezen, ker midva so se tle ful bockala, midva so se tle ful, so si dajala polena pod noge drug drugemu. Zdaj pa bomo naredili še enkrat, ampak tokrat je pomembna ljubezen, da delava vse iz spoštovanja in ljubezni drug do drugega. In potem je tukaj naslednja slika, to pa je Elisa. Ta slika je nastala, ko sem zapirala svoj SP in takrat pač nisem plačala vseh prispevkov in so mi brez opozorila blokirali bančni račun in to v petek ob 12. uri. Se pravi, jaz sem bila cel vikend brez bančne kartice in brez enega evra gotovine. Račun so mi zaprli brez obvestila. Šele potem, ko sem jaz odplačala ta dolg in sem si nazaj odprla bančno kartico, šele takrat sem dobila njihovo pismo, v katerem so mi napisali, da mi bodo v roku 8 dni blokirali račun, če ne plačam svojih dolgov. Tukaj sem jaz videla ta mogočni sistem in kako je krut do človeka, kako ima ogromno nekih pomanjkljivosti in nobenega sočutja. Nekako, sicer v knjigi ima ta slika čisto drugo zgodbo in govori o tem, da moraš premagati strah. Občuti strah. V 5. dimenziji smo neumrljivi. To je samo trik misli. Čisto enostavno. Spremeni občutke v 5. dimenziji in opazuj spremembe v 3. dimenziji. Občuti strah.
To je boljše kot karkoli drugega. Tudi ta slika je nastala, še preden se je ta zgodba sploh začela odvijati. Potem imamo tole sliko, tole pa je Kleopatra. Ta slika je tudi nastala, še preden se ta knjiga začela pisati oziroma odvijati. Ta slika v bistvu govori o tem, da poskusi videti lepoto v sovražnih sporočilih. Odsevajo del tebe, ki potrebuje zdravljenje. Soočanje s takimi sporočili in iskanje bolečine v nesramnih ljudeh bo pomagalo tebi in njim. In to bo spremenilo svet. Ignoriranje sovraštva ustvari le še več sovraštva. To je torej Kleopatra in ona s to sliko pač kaže pogled na sovražni govor. Se pravi, ljudje, ki govorijo grde stvari, ki so nesramni, ki so arogantni, in to se tudi nanaša na COVID čase, ker takrat je bilo potem ful teh ljudi, ki so bili res preveč so imeli te jeze v sebi, ampak ta jeza je v bistvu izražala zgolj neko resnico in ta resnica je ta, da je bil sistem takrat preveč krut. No, potem pa Sophie pride v en tak svet otroštva, ko premaguje neko bolečino iz otroštva in tukaj pač ona raziskuje to bolečino, raziskuje to travmo in jo rešuje. No, potem pa pošlje še 4. sliko. Zdaj, ta slika pa je nastala v bistvu tekom te zgodbe, prav v tem času, kjer se dogaja zdaj ta scena v zgodbi. To pa je Evelina. In njeno sporočilo je raziskovanje novih dimenzij. When you know, you know. Ko veš, enostavno veš. Ko enkrat prideš tako globoko v energijski svet, takrat ti stvari postanejo jasne do neke mere. In takrat veš, pač veš, kaj čutiš, veš, kaj si čutil, veš, kaj čuti nekdo drug in pač ko veš, enostavno veš. In ne moreš tega razložiti z besedami, ne moreš tega nekako pokazati, ampak enostavno veš. To je intuicija, odprto tretje oko in povezava med dušo, telesom in možgani. Ok, in potem je nastala še 4. oziroma še 5. slika in to je ta slika. In ta slika prikazuje, kako je Steve svoje znanje o energijah uporabljal zato, da si je pumpal svoj ego. Se pravi, on je z njim obračal ženske okrog svojega prsta in zdaj, kaj točno simbolizira ta slika, boste zvedeli v knjigi, ampak to je pač ta njegova persona, ki je mene ful zmotila. In potem pridemo v 5. svet, svet čistih duš, kjer se Thea in Steve soočita v popolni čisti obliki in ugotovita, da so zrcalna podoba drug drugega. Potem gremo v 6. svet, kjer pa je slavnostna prireditev. Tukaj se ta prva zgodba zaključi in zdaj si pogledamo, kaj se je zgodilo. In ta poglavje meni tako všeč. Tega ful rada prebiram. Vmes gremo v svet resnice, kjer se Thea, torej jaz, kjer se soočim z svojimi notranjimi demoni oziroma s svojimi notranjimi občutki in preko tega poglavja tudi razkrijem, kako se jaz soočam z nekimi situacijami, ko sem jezna sama nase ali pa na svet in takrat se res rada spucam. To pomeni, da dam ven iz sebe vse kletvice, jezo, grde besede, agresijo, pač ni da ni. To vse dam ven v mislih, zato da sem potem lahko bolj čista navzven. In tukaj v bistvu preko tega poglavja lahko spoznaš, kako se v bistvu soočiti s temi težkimi čustvi, ki te kdaj preplavijo. Potem gremo spet nazaj na to primerno zabavo. To je samo en del, kot Thea, ta je pač lik v tej zgodbi, zapusti ta svet zato, da razreši neko svojo bolečino in se potem spet vrne nazaj. In evo, ta del poglavja pa je meni sploh najlepši, najljubši, tega pa ful rada prebiram znova in znova. In potem seveda na koncu Avina se zbudi, tako si jo odloži pred stolpom, kjer ima sodni dan in se odpravi do generala, do šefa, da vidita, če uspešno opravlja misijo. In seveda zgodba se konča v nekem takem napetem vzdušju, ko ne veš, kako se bo razpletla naprej. Se pravi, tak konec, ki te nekako pusti v neki limbo fazi, da ne veš, kaj se bo zgodilo naprej. To je ena taka globoka izkušnja, ki sem dala čez v življenju in odprla mi ogromno obzorij. Nekako čutim, da bi ta knjiga lahko marsikomu pomagala in odprla neke obzorja, kaj je vse v življenju možno, kako so vsa naključja v bistvu ključi, ki nam kažejo pot do nekih višjih resnic.
Prednaročila zbiram do 7.3.2024, cena knjige je 55 €, ampak vem, da vsaka oseba, ki mi bo pomagala to knjigo spraviti na svet, si zasluži pač posebno mesto v mojem srcu. Tako da hvala vsem, naročilo zbiram preko sporočil, tako da če te zanima nakup te knjige, mi pošlji sporočilo in kot sem rekla, izdana bo nekje marca ali aprila leta 2024, torej letos. Hvala vsem, lepo se imejte, dosti se smejte in čau, čau.